Pozdravljeni. Besede so danes postale tako cenene, da mogoče bi bilo bolje, da jih sploh ne bi več izgovarjali. Kajti zelo enostavno je izgovoriti nekaj, nekaj čisto drugega je pa dosledno slediti temu izrečenemu. Besede so bile nekoč častne in s tem so tudi ljudje bili častni, ker so se držali svojih besed, ker so vedeli, kako moč imajo besede v sebi. Danes pa smo to očitno pozabili. Besede so postale tako cenene, da jih kar brez premisleka kar na nek način mečemo ven, brez da bi se vprašali, ali res to, kar govorimo, ali res to zmoremo, ali je to resnica, ali je ta beseda lepa, ali bo na kak način pripomogla, ali bo morda celo škodovala. Zakaj se je to dobro vprašati? Ker velja rek, med drugim, ki pravi, da če besede in seveda stavki, sestavljeni iz besed, niso boljši od tišine, je bolje biti tiho in počakati na nov nabor lepših, boljših, primernejših besed in stavkov. Dajmo en primer, da vidimo vsaj malo, kako moč imajo lahko besede. Če nekomu nekaj obljubimo, recimo ob 12. se dobimo tam in tam, bi bilo seveda pametno se držati za izrečeno. Zakaj? Ker če ne pridemo ob 12. oziroma ob uri, ko smo obljubili, nas ta beseda stane na koncu zelo veliko. Ampak ker tega ne vidimo, ponavljamo še naprej iste napake. Torej, če se vrnem na primer, rečemo ob 12. bomo tam in tam in pridemo malo kasneje ali pa celo pozabimo, je tista oseba ali tisti na drugi strani nekako na nek način oškodovan oziroma v njegovi luči smo pol izgubili kredibilnost, ker se ne držimo svojih lastnih besed. Tudi ta, ki je izgovoril te besede, ali se tega zaveda ali se ne, je izgubil svojo lastno moč in seveda kredibilnost. Zakaj? Ker na eni strani je podal obljubo, torej možnost neke rasti, neke kredibilnosti, recimo integritete, lahko jo bi gradil na integriteti, pridem takrat, na drugi strani, ko bi moral to dopolniti, pa recimo ni prišel, se je zadeva porušila. In njegova integriteta, verodostojnost sta padli. Nič takega. To je veliko bolj pomembno, kot pa
s kom se dobimo in kaj počnemo. Ker besede gradijo naš notranji svet. Lahko bi tudi rekli naš notranji imperij. In ta imperij je sestavljen iz temeljev, ki jim lahko rečemo integriteta, lahko naslednji iskrenost, pa recimo resnica, doslednost in tako naprej. Teh je veliko, mogoče več o tem v videu z naslovom Moč besed. Iz primera je vidno, da imajo besede moč ustvarjati ali rušiti svetove. In prvo so to naši svetovi. In to je pomembno, ker s tem našim notranjim svetom hodimo po svetu. In če tega nimamo na svojem mestu, tudi drugi ali zavestno ali podzavestno to opazijo. Ker že sami se precej hitro lahko izdamo. Namreč ničesar ne moremo prikriti na tem svetu. Bolj ko se trudimo, bolj ko se naprezamo, bolj je vidno. Tako da bodimo pozorni na lastne besede, ker beseda je častna. In če želimo mi biti častni, je bolje, da se tako začnemo tudi obnašati.